Šola na daljavo je v zadnjih skoraj 3 tednih, odkar so se šolska vrata po vsej Sloveniji zaprla zaradi koronavirusa, dobila povsem nove razsežnosti. Na blejski osnovni šoli so po besedah ravnateljice Nataše Ahačič svoje delovanje zelo hitro prilagodili novim razmeram. Na naši šoli sem res vesela, da smo se zelo hitro organizirali, tako učitelji kot tudi starši. Na srečo smo imeli zaposleni že prenosne računalnike, tako da smo računalnike praktično imeli lahko tudi za uporabo na domu. Učitelji so se hitro povezali in smo že prvi teden takoj pričeli z delom. Seveda pa smo imeli precej izzivov, kaj ponuditi, kako, na kakšen način stopiti v kontakt z učenci, vendar pa so se učitelji po aktivih dogovorili, da bodo za učence prve triade komunicirali po elektronski pošti, za drugo in tretjo triado pa smo vzpostavili takoj na spletni strani šole, po oddelkih take razdelke in jih obvestili, da si lahko pogledajo, kaj jim ponujamo za tisti teden. Srečujejo se s številnimi izzivi, ves čas pa iščejo nove možnosti za izboljšave. Učitelji si pomagajo med seboj in se redno sestajajo na videokonferencah. Vsi skupaj pa ugotavljajo, da nov način dela zahteva tudi veliko več energije in časa, pa ne le pri učiteljih. Zavedamo se tudi tega, da tudi otrokom vzame to veliko več časa, kot če bi jih poučevali v učilnicah. Sedaj smo nekako sprejeli en dogovor, da res pazimo, koliko zahtevamo od otrok, da se v bistvu dogovorimo po aktivih, kaj je res pomembno, da damo večji poudarek na utrjevanje znanja in da res ne zahtevamo takih stvari od otrok, ki jih v bistvu ne morejo narediti sami. Res pa je, da mlajši učenci obvezno potrebujejo pomoč staršev, kajti nekako si ne predstavljamo, glede na to, da nekateri še ne znajo brati, kako bi jim sploh podali navodila. Učitelji se res trudijo, jaz sem pa tudi zelo hvaležna staršem, kajti mi dobivamo same pozitivne informacije nazaj in se nam zahvaljujejo. Dana Sušnik je učiteljica 2. B razreda blejske osnovne šole. Poučevanje na daljavo rešuje na kreativen način. Zjutraj pošljem ali pa že večer prej pošljem preko elektronskega sporočila staršem navodila za delo. Posnamem kakšne zanimive, uspešne ali počasih tudi neuspešne posnetke, ki so otrokom v pomoč pri učenju. Napišem zapise v zvezke, recimo takole izgleda eden, ki jih potem posredujem otrokom. Iščem uporabne videoposnetke in uporabne spletne povezave. Iščem naloge v spletnih učilnicah in pa v spletnih vadnicah in nekako tako poteka cel moj dan. Poleg tega, da smo ves dan, ves svetli del dneva na vezi z ostalimi učiteljicami, ki učimo v 2. razredu in smo si neverjetno pomoč. In potem zvečer še dokončam tisto, kar sem delala cel dan, pa zaključim tako, kot sem začela, na računalniku. Živa Čarna je učenka v razredu Dane Sušnik. O tem, kako se znajde v novi vlogi domače učiteljice, govori njena mama Biserka Jaklovič. Bom rekla kar v redu. Preden sem postala, turistični vodnik, sem imela željo postati učiteljica, ampak sem bila za maturo malo prelena, pa priznam, ne bom lagala. Bom rekla, da kar mogoče, kakšna težava je, da imam malo manj nižji prag potrpljenja, ampak se da, ker vem, da se uči, ker vem, da se vsi okoli nje in okoli nas, bom rekla, in staršev in učitelji, se pravi celotna osnovna šola Bled zelo trudi. Mogoče je malo lažje za nas, ki imamo, bom rekla, prvo triado, ker se res učijo brati, učijo se črke pisati, to, kar jaz pravim, mogoče več ali manj vsi vemo, a ne.
Jaz vedno rečem, da je mogoče meni le toliko lažje, ker je drugi razred, ko se učimo to že, ker mi starejši že vse vemo. Zdaj za višje razrede žal ne morem reči, ker je kakšna težja matematika. To je le plus, minus, ogromno se učiteljica tudi trudi, da doma izdelujejo kaj. Tako da res oba z možem sva vpeta v to. Jaz nisem tako, kar se tiče ustvarjanja, imam 2 levi roki, on ima, zato ima več smisla. In tako da jaz pri kakšnih branju, odštevanju, seštevanju, on pa polče kaj izdelujejo. Tako da zaenkrat vse lepo gre in poteka. Vsak dan nam učiteljica pošlje po mailu, tudi na internet strani je objavljeno. Je tudi zelo pripravljena pomagati, tako da če kdorkoli nima, tudi sama se mi ponudila svojo pomoč, če kdo kaj rabi. Tako da jaz pravim, če bomo vsi si malo pomagali, malo zobe stisnili v teh časih, bom rekla, skoraj brez problemov. No? 5-članska družina Vodnjev izzive šolanja na daljavo prav tako sprejema pozitivno. V njihovi družini pa veliko vlogo igra tudi medgeneracijska povezanost. Dnevni urnik družinskega življenja se je pri njih že povsem ustalil. Dopoldne smo namenili šoli, pa smo nekako tako naredili, da smo majčkeno dlje pospali, ker radi spimo, tako da otroke zbudim tam 7:45, se ne zbudijo sami. Potem pozajtrkujemo skupaj, kar je tako zelo lepo, nekaj novega, nič se nam ne mudi, potem pa tam 8:15 začnemo šolo. Na srečo imamo 2 računalnika, sicer si enega delita mlajša otroka, starejši Svit ima pa stacionaren računalnik, ker ima kar veliko dela na njem. Tako da potem tam do 1:12 delajo otroci, vmes si vzamejo pač pavzo, kolikor jo potrebujejo, mogoče za kakšen prigrizek saden ali pa tako. Vedno sva pa na srečo tudi midva z možem doma in na razpolago, tako da če kdo kaj potrebuje, mu pač pomagava. Na srečo smo mi doma v zasipu in imamo okrog hiše zelo veliko prostora, pa živimo skupaj še z mamo pa zatom, tako da naš ata poskrbi za to, da imamo tudi prostočasne dejavnosti, take, ki jih mogoče prej nismo imeli. Otroci skrbijo za vrt, potem veliko drva imamo pred hišo, jih zlagajo. Prej smo se tudi s kolesom naokrog vozili, smo šli na hrib home, tako da otroci vedno najdejo čas, plezajo na drevesa, ni danino. Hčerka Ela tudi sedaj, ko se je šola preselila v virtualni svet, nima posebnih težav. Meni je v redu, pač tudi jaz naredim hitreje, kot bi v šoli. Ampak edino to pač učitelj ne more glih razložiti. In pol pač ni take razlage, kot je v šoli. Pač starši ti ne razložijo čisto, kot v šoli. Ela skupaj s svojo mamo, ki je po poklicu vzgojiteljica, v tem času z veseljem snema kratke videe, namenjene najmlajšim otrokom. Je super, da pač tudi otrokom v vrtcu ni dolg časa, ker ne vem, če oni to delajo, kot pač mi v šoli. Za piko na i temu prispevku pa Elin pozdrav sošolcem, prijateljem in nam vsem. Upam, da ste vsi zdravi, pa fajn se imejte.